Tako, spoštovana Ptujlix publika, nadaljujemo naš projekt Obvoznica in z nami je gospod Mitja Krapša, eden izmed bistvenih elementov te civilne iniciative, tako da nadam z besedo, da ne dolgo vezimo. Kot sem že omenil, se pravi na srečanju, temo, ki jo bomo danes obdelali, so trdi delci v zraku. Gre za zelo škodljive delce, oznakno imajo PM10 in PM2,5, se pravi, koliko mikrogramov trdih delcev se nahaja v kubičnem metru zraka. In tukaj imamo kar zakonodajo, se pravi, vemo vsi, da so to, kakor hitro to presega, so to nevarne vrednosti za življenje. V enem dnevu, se pravi, ne sme presegati 50 mikrogramov za PM10 in ne več kot 35 krat v koledarskem letu. Se pravi, za PM10 so bile izvedene meritve na Ptuju, za PM2,5 jih še nišče ni izvedel. Se pravi, dobili smo jih po... Zdaj, da kar dodamo not, PM10 si rekel, se človeku še nekako v teh naših naravnih kanalih v nosu zaustavi, PM2,5 pa gre direktno v pljuča. Ja, direktno v pljuča in povzroča bolezni, se pravi, navezavo na pljučne mešičke. Se pravi, potem pa imamo tu... Gremo najprej na tole. Se pravi, december 2018, sveže meritve, ki nam jih je posredovala občina. Se pravi, vse, kar je tukaj črno, pomeni so preseženi dnevi, kjer je bilo preseženo, se pravi 64, 68, 67, 52, 58, 60. V glavnem... Prej so naštela v decembru 10 dni. Ja. In pa 38 povprečje, se pravi... Ne, to bo narobe. Najvišja dnevna koncentracija 70, število presegan 50 mikrogramov na kubični meter pa 9. Zdaj, kar mene žalosti v tem primeru, je, da nišče ni obvestil Ptujčanov, da dejansko živijo v preseženem, se pravi v slabi kvaliteti zraka v zimskih mesecih. Zdaj, pardon, zdaj ste publika slišali, zadaj šlepar. Gospod Krapša živi tu neposredno v Spuhlji ob glavni cesti in denimo, da se pogovarjava sedaj 1,5 ure. Če ni šlo tu mimo zdaj 100 šleparov, potem pa tudi to res vsako minuto, ko v formuli njev. Se pravi, zdaj to pač dodama video, ker je gliko slišno. Je to pojav, ki je tu konstanten? Ne. Ja, ne. Evo spet, naslednje. To bilo malo ironije. Torej, zdaj hotel si še povedati nekaj o tisti kazenski odgovornosti. Ja, kazenska odgovornost vsekakor tudi zato obstaja. Namreč 321. člen kazenskega zakonika, kdor ne naznani pravočasno pristojnemu organu ali organizaciji ali sicer ne stori vsega, kar je potrebno, da se odvrne, se pravi med drugim tudi čezmerno obremenitev okolja ali če bi to lahko naredil brez nevarnosti zase ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta. Zdaj, če to konkretiziramo, dejansko takratna oblast mestne občine Ptuj prebivalcev ni obvestila, da so izpostavljeni prekomerno onesnaženemu zraku. Ja, menda so celo dobili subvencijo za to. Zdaj, tako sem slišal, da se je mestni svet za ta denar odločil kupiti polnilnice za elektroavte na Ptuju. Imaš ti tu še tisto tabelo, ko smo prej videla, da je na Ptuju eden izmed najbolj onesnaženih? Ja, to pa bi zdaj nadaljeval še. Se pravi, želel bi pa nadaljevati, da je pred tem, ko se je odprl Puhomos, bila izvedena meritev. Se pravi... V bistvu, spoštovana publika, vidite, toliko te neke dokumentacije, meritve, stvar je jasna, ko beli dan, ampak kljub temu se tu dogaja neko sprenevedanje strani uradnih organov. Ja, ker namreč že tako ali tako imamo totalno slab zrak, ob cesti katastrofa, in zdaj so pa podpisali še, se pravi, bivši župan je podpisal, da je to lahko navezava na avtocesto začasna. Se pravi, živimo v totalnem smogu in zdaj ga imamo še več, kar je pa seveda zakonska kršitev. In to namerna kršitev? Namerna, seveda namerna kršitev.
To so dejstva, dejansko meritve so bile izvedene. In če pogledamo to, kar je bilo, se pravi, to je meritev iz leta 2006. Ja. Če gremo primerjati PLDP na Zagrebški 7 takrat, je nekaj podobnega, kot imamo tukaj, se pravi, Spuhla, Ormoška in pa tu dol, ne, približno enak promet. In če gremo se to tabelo pogledati, kaj se je tu dogajalo, evo. Tu skupaj bo en lepi graf se pojavil počasi. Zdaj, vmes, ko ti iščeš, jaz povem, prej smo neke vrednosti primerjala in je zrak na Ptuju bolj onesnažen kot na najbolj izpostavljenem delu v Mariboru in celo v Ljubljani, kjer ta onesnažen zrak zaznavamo tisti, ki smo tam. Kaj pa meni še vzrok, da se ti podatki držijo nazaj dejansko? Jaz mislim, da jih nišče v resnici sploh ni pogledal. Bili so potrebni za dobiti subvencijo, ne? Za vse ostalo pa to sploh nikoga drugega ne zanima. Kdo bo pa čist tak? Če se jaz predstavljam te ljudi, ko delajo na občine, kdo bo pa šel v službenem času tega brati? To je kavni sektor. Kavni sektor. Kavni sektor, ja. Potem zames, ko to se iščeš, še kar načnijo malo tak za začetek off the record to temo. Kaj se zgodi, če se privoli v obnovo Ormoške ceste, pa tu neko krožišče si premenil? Ja, namreč civilna iniciativa je postavila DRSI-jo, ki želijo, ki želi obnoviti. Ja, no, zdaj te povej, to, kaj ste vprašali, gre na to bilo. No, civilna iniciativa je zastavila DRSI-ju par vprašanj, se pravi, napak, ki jih mi vidimo v, se pravi, načrti za obnovo, ne obnovo, rekonstrukcijo, ker se namreč cestišče širi na 7 metrov, kar pomeni, da se bo vozna hitrost čez naselje dvignila na 70 km/h. Minimalno 70, ne? Če to povemo po gostilniško, oni bi to cesto malo tu spedenali, pa potem bi rekli, zdaj imate to zrihtano, obvoznice ne rabite. Točno to. In bom pokazal še en zanimivi papir. Zapravo bom to pokazal na koncu lahko. Ja, lahko. Zdaj to tabelo nam pojasni malo. Se pravi, pogledamo Ptuj vrednosti, se pravi žveplov dioksid, absolutno prvi, ne? Ja. Potem, če gledamo ostale, ne? Konstantni PM10 brez faktorja 43. Gledaj, rezultati so katastrofalni. Dušikov dioksid, ozon, PM10, benzen in tako dalje. Ne. Se pravi, mi imamo vsaj tako katastrofalno tukaj. Zdaj pa bi jaz pač apeliral, da se ena taka konkretna meritev izvede tukaj direktno ob cesti. Zdaj tako spet, ker v današnjem svetu moramo biti tudi mojstri poenostavljanja, kar ne pomeni, da poenostavimo vsebinsko, ampak čisto tako optično se vidi ta graf ptujski v primerjavi z ostalimi, da je kar kritičen. To je Ptuj, ne? To je Ptuj. Se zdaj imam v kadru vse grafe naenkrat. Ja, no. Se pravi Ljubljana, Bežigrad, ki vemo, da je onesnaženo, če pogledamo, to je Ptuj, tudi pa Ljubljana, ne. Oni imajo kritične dneve, ko opozarjajo svoje prebivalce, da ne hodijo ven, pa so dejansko na bistveno slabšem, mislim na boljšem kot mi, no. Čakaj malo, poglej se tu, denimo Trbovlje s tistim svojim dimnikom, pa Celje, za katerega jasno vsi vemo, da ima onesnažen zrak, ima tu graf z nižjimi vrednostmi kot Ptuj, ja. Mislim. In mi Ptujčani o tem nismo bili obveščeni. Seveda ne. In vzameš v dobri veri. Slovenija je zelena država, živimo v, se pravi, mi imamo drevesa okrog, ki seveda to proizvedajo kisik, se pravi, da imamo lep čist zrak, ne? Aha. Kakšne so te vrednosti, zdaj verjetno nisi primerjal, ampak vemo, da v naši bližini se pogosto izpostavlja zelo velika kritičnost zraka v avstrijskem Grazu. Kakšne bi bile vrednosti Graza, kjer res svarijo, da je onesnažen zrak, bi bile nižje kot ptujske, tak ali višje?
Ne vem, to bi sicer mogel pogledati, definitivno pa bi se enako dogajalo kot pred... Oziroma bom tako vprašal, da tudi vsi skupaj, tudi s publiko, zdaj za kamero, mislim, na drugi strani razmišljamo, kaj bi se storilo v Avstriji, če bi bile vrednosti zraka take kot na Ptuju? Ja, na avtocesti bi doživeli tablo 100 IG-L, to pomeni zaradi onesnaževanja, zaradi trdih delcev v zraku, pade omejitev na 100. Absolutno se prepovejo kurjenje na trda goriva v mesto, če je možnost drugega, se pravi kurjenja na bilo kaj drugega. Če je hiša opremljena z bilo čem drugim, potem na trdo gorivo ne smeš zakuriti v Gradcu, recimo. In pa absolutno bi prepovedali tovorni promet kjerkoli v mesto. Morate vedeti, da največji faktor dejansko tega, mislim, veliki faktor teh delcev nam povzročijo ravno ti šleparji, ki vozijo skozi. Se pravi, tu tranzitirajo od Turkov do, glavnem, celi bližnji vzhod tranzitira tu preko. Zdaj, če spet skočim besedo, in ker smo razgledani ljudje, tudi tehnično in tehnološko vemo, da so to slabo vzdrževani šleparji, ki se tu vozijo. Je tako pomeni starejši motorji, slabša goriva, slabša olja in to se še dodatno pozna. Če se gre tovornjakar peljati tu skozi, da prišpara za 30 €, ne? Ker tukaj potem more zaviti na avtocesto, ne? Se pravi, 30 € prišpara, kaj mislite, kaj bo naredil, ko bo imel za cent cenejše gorivo? Ja, Ki ga seveda. troši v masah? Kupovali bojo gorivo, ki je polno žvepla. Je tako? Točno tako. In potem je rezultat jasen. Ja. Seveda. In zdaj, preden zaključimo ta video, bom kar navrgel. Za enega izmed sledečih videov probaj najti podatke Gradca, pa bomo primerjali Ptuj Gradec, ker vemo, kakšni so ukrepi v Gradcu, da pokomentiramo. Vemo, da oni znajo za svoje ljudi poskrbeti, ne? Ja. Pri nas pa ne vem, to je katastrofa. Ok, zdaj bi še kaj povedal Ja, za konec. zdaj bi se vrnil na, se pravi, poiskal bi odgovore. Jaz kar vmes povem naši publiki, da je tu toliko tega materiala, da se človek lahko kar jezik zavozla, ker se prvič težko se prebiješ skozi, drugič pa preprosto ne moreš verjeti, da se take stvari skrivajo pred ljudmi. Ja. To je. Evo. Odgovor DRSI na pripombe. Tak. Poglejmo to. Katastrofalno, recimo, krožno križišče je za stanovalce. Čakajte malo tudi, da vidite, kaj piše. Krožno križišče je za stanovalce, bližnje stanovalce nesprejemljivo in je tudi v predimenzioniranju velikosti, glede na to, da je vstopna točka v mesto, vejice manjkajo, seveda je primeren polmer krožišča 15 do 16 metrov, kar pomeni posledično manj poseganja na mejne parcele krožišča. Odgovor DRSI. Za izbiro krožnega križišča na začetku etape 1 je bila izdelana študija optimalne ureditve krožišča, ampak glavni problem. Ja, zato teh dolgovezenih odgovorov ne beremo, ker to človek... Opravljena pa je bila tudi kapaciteta analiza obstoječe geometrije in predlagane variante krožnega križišča na koncu planske dobe z upoštevanjem severne in južne obvoznice. Ja, točno. Alarm severne in južne obvoznice. Za južno obvoznico je ta cesta dovolj dobra. Ja. Kar se pa tiče severne, kdo bo vrgel 80 000 € za tako krožišče, če ne bo severne. Se pravi, na ta način nam poskušajo podtakniti severno obvoznico znova. To pomeni, da nekdo igra s figo v žepu. Seveda, že spet. Torej. Bili smo se pravi, od vseh ministerstev na razgovoru, na Zavodi za varstvo narave. Povedali so nam za južno obvoznico, tukaj, ne? Da čisto preprosto, če 3-krat je šla presoja v napačno smer, da tukaj ne more biti, zakaj mislimo, da bo šla 4-tič drugače. Zdaj še nam za konec pove, jaz sem sedaj, spoštovana publika, tu sedim manj kot uro, šleparov sem slišal in videl več, kot si mislite, da se tako izrazim. Zdaj pa tebe vprašam,
Kakšna je stiska prebivalcev tu, ko so dejstva jasna, pa nekdo igra s figo v žepu, pa to nekam tiši za nekih 10 let naprej. Kako se prebivalci tu počutite? Čisto preprosto vprašanje. Malo to spominja na Hamleta, nekaj gnilega v državi Danski, še bolj gnilega v državi Slovenski. Povedati je pa treba tudi za konec, spoštovana publika, to je problem, ki se tiče celotnega Ptuja, ki se tiče še širšega okolja kot samo Ptuj. Celotna podravska regija. In ne samo neke skupine ljudi iz Budine Spuhle, ki nimajo boljšega za početi, kot da tu zajebavajo oblast. Je tako? Ne. Dejansko civilna iniciativa je vest politike. Civilna iniciativa je nastala, ker politika ni delovala tako, kot bi morala. Lahko problem obvoznice imenujemo kot eksistencialni problem Ptuja? Ja. Dobro. Leta 2021 bo šel Puhov most v obnovo. Kaj bomo takrat? Takrat bomo gagali, kaj pa nismo prej reagirali, čeprav so dejstva jasna. Ok, spoštovana publika, to je bila tokratna epizoda. Vrnemo se kaj kmalu z nadaljnimi šokantnimi podatki. In zapomnite si, gre za naše mesto, ne zgolj za neko cesto.